Lepo vas pozdravljam v galeriji Družina v Ljubljani na Krekovem trgu. Pravkar smo poslušali klasično džezovsko skladbo Nikdar ne bo takšna kot ti. V izvedbi mladih virtuozov Jošta Lampreta na kontrabasu in pianista Blaža Avsenika. Mlada virtuoza nam bosta še zaigrala, tako da bo veselo. Jaz pa pozdravljam Polono Kunaverličen, umetniško Lono Verlič, umetnico, ki je leta 2000 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. 5 let kasneje pa tudi magistrirala iz otroške ilustrirane avtorske knjige. Prejela je tudi kar nekaj štipendij za svoje knjige, je pa tudi članica Društva likovnih umetnikov Severne Primorske. Njena dela so med publiko zelo dobro sprejeta, kar dokazuje tudi njihov uspeh na trgu in niz nagrad, ki jih je prejela in jih prejema na različnih slikarskih simpozijih po Sloveniji in tujini. Razstavo v galeriji Družina smo odprli že malo pred prvomajskimi prazniki in omogočili prvim obiskovalcem, da so si jo ogledali, in moram povedati, da so odzivi zelo dobri. Vsak dan je kar nekaj obiskovalcev, tako da smo se danes odločili za malo drugačno odprtje. Razstavo bomo predstavili skozi pogovor z avtorico. Pa Polona, če lahko zastavim prvo vprašanje. Vaše slike nosijo ogromno simbolike, opazimo lahko kar nekaj slik, kjer je v ospredju motiv hiše. Kaj za vas pomeni ta simbol in kako bi ga razložili? Hvala najprej, lep pozdrav vsem in hvala, ker ste prišli. Jaz sem zelo počaščena, da imam lahko v Ljubljani razstavo in da ste me povabili. V bistvu res jaz najlažje spregovorim skozi simbole v mojih delih. In hiša je simbol nekega zavetja, hkrati pa pri meni upodablja neko dušo, neko notranjost človeka, tudi mogoče neko notranje počutje, ki ga človek skriva v sebi. Tako da ta simbol se pri meni kar večkrat ponovi, tudi ne kot samo osrednji lik hiša, ampak se tudi pojavlja vmes v kakšnih manjših hiškah znotraj nekega drugega motiva. Vi nekje ste tudi omenili motiv hiše, zato ker ste spremenili svoje okolje, ne? Ste se preselili, zaživeli na drugem koncu Slovenije. Ja, v bistvu prav tam, kjer sta osrednji motiv hiši, v bistvu tam je moja tematika dejansko to moje sprejetje v drugem kraju, oziroma jaz sem 24 let živela v Ljubljani, zdaj sem pa že 21 let v Ajdovščini. Zdaj veste, koliko sem stara. V glavnem, moram reči, da sem prvih 5 let res se zelo lovila na Primorskem. Bil kar šok, ne samo burja. Tako kar en kulturni šok sem doživela in danes lahko rečem, da ne bi šla več živeti v Ljubljano. Tako da sem pognala korenine, predvsem pa jaz mislim, ker se mi je Oskar rodil, sem začutila, tukaj je moja družina, tukaj je moj dom, moj prvi otrok in tako sem v bistvu tudi, ko sva odprla galerijo z Davidom, lično hišo, nekako so se stvari postavile na svoje mesto. Simbol prehajanja meja med življenjem in smrtjo je prag, ki ste ga upodobili na 2 slikah. Na sliki na pragu večnosti in na sliki na pragu nesmrtnosti. Bi nam lahko povedali kaj več o simboliki večnosti in nesmrtnosti na teh 2 slikah? Ja, v bistvu ena je nastala 2017, ena pa 2020. Govori v bistvu podobna tematika, s tem, da sem v bistvu v tistem času, ko sem prvo naslikala, razmišljala o odhajanju ljudi, ki umrejo, ki zapustijo ta fizični, materialni svet in odidejo tja na drug svet, kjer mi nimamo zdaj nekega vpogleda in dostopa, pa vendar čutimo.
hkrati pa govorim o tem, kaj ljudje v bistvu zapustijo tukaj, kaj je tisto, kar v bistvu nas veže na te ljudi. To so pač spomini, to so njihova dela, ne vem, ali je to njihova umetnost, ali pač čisto samo nek odnos, ki smo ga imeli s tem človekom. In jaz to upodabljam, v bistvu najprej naredila sem ozadje tako nebesno, modro, kot v bistvu ta povezava z tem svetom gor, se pravi vse prehaja navzgor. Poleg tega pa zelo rada uporabljam te krogce, mehurčke, ki so tudi kot neka, ne vem, lahkotnost in dviganje gor v nebo kot neki spomini. To je bilo tudi moje naslednje vprašanje, zakaj ravno pri teh dveh slikah modra barva. Ok, sem že odgovorila. Odgovorili. O čem govori delo Osvobojena beseda? Zakaj je osvobojena? Osvobojena besed je v bistvu ena taka dokaj filozofsko razmišljanje, hkrati pa neke frustracije znotraj mene, ki so se pojavile, ko sem začutila, da neka komunikacija z določenimi osebami ni stekla. Se pravi, neke besede, ki se nekam zaletijo. Preprosto komunikacija ni tista fluidna in čutiš, da te nekdo ne razume. In ko se začneš zaradi tega, ker ta komunikacija ne steče prav, obremenjevati, te začnejo neke stvari težiti, v bistvu začneš noter tlačiti in se čutiš nerazumljenega, nesprejetega. In v bistvu, ko sem jaz te zadeve predelala, sem začutila, da sem osvobojena te teže besed. Ja, hvala. Simbolično. Ja, ampak ta slika bi lahko bila tudi odraz današnjega časa, ker imamo zelo velike težave s komunikacijo, so vse bolj enosmerne, pravzaprav se ne poslušamo. Ja, čeprav je bila slika pred korono narejena. Pardon. Ja, ampak tudi ne glede na korono, mislim, tudi zdaj tako v nekem času živimo en mimo drugega oziroma vsak na enem braniku, in ne stečejo te komunikacije, tako da mogoče bo kakšen niz lahko nastal kdaj naprej. Možno. Ja. No, na tem obrazu se pojavi tudi figura namesto nosu Kegel. Kaj to pomeni? Ne vem, če ste dobro pogledali moje slike, v bistvu skoraj na vsaki sliki, razen tam, ker so ženske, ki pač poglavje zase, se pojavlja stilizirano upodobljena figura človeška in to je Kegel. Zakaj sem dala Kegel? V bistvu jaz sem hotela čim bolj poenostaviti to podobo človeka, ker pač že moj stil slikanja je tak, da ne želim realistično upodabljati, hočem biti čim bolj abstraktna, pa vendar še vedno prepoznavna, se pravi polabstraktna, stilizirana. Poleg tega pa Kegel, ko sem začela ta stil pač uporabljati oziroma pač začela slikati na tak način, sem prav to simboliko Kegla želela pač uporabiti kot človek, ki z njim nekdo manipulira. Se pravi, nekdo meče kuglo vanj in ga podre. Zato, ker tudi se mi zdi, da odnosi, ki jih imamo, so zelo različni in velikokrat se v življenju srečamo z osebami, ki z nami manipulirajo. Pač niso samo dobri, oziroma se čutijo včasih tudi manipulirani. In izgleda, da jaz sem takrat imela neko tako obdobje, ker sem se tako počutila, ker sem tudi nekako ohranila kot osrednji lik, oziroma lik, ki se mi stalno pojavlja, je v bistvu tak Kegel. Enkrat je na vrvici, enkrat je samostojen, enkrat stoji na enem podstavku, se pravi, ima različne vloge. Ima pa vedno enak pomen, če sem prav razumela. Nima vedno enakega pomena, ne. Na začetka je bilo mišljeno, ampak potem je to šlo, je se zelo odprlo in je šlo, bom rekla, je dobilo različne poti in različno simboliko tudi. Sedaj, ko smo pri figurah, je naravno, da se dotaknemo tega vašega ciklusa Modre ženske. Kaj nam lahko poveste več o tem ciklusu?
Ja, Modre ženske, to je v bistvu moj zadnji cikel slik, kjer se je v bistvu tudi moja figura spremenila. V bistvu ni več kegel, dobi podobo ženskih oblin. Ne vem, mogoče sem jaz sama začela sebe malo drugače čutiti, verjetno tudi, ne vem, po 40. letu, jaz sem pač pri 39 rodila Zofijo, punčko, prvič, in dejansko se je začelo v meni nekaj spreminjati. Začela sem drugače čutiti in sebe, in odnose, in nekako neko veselje in poglabljanje v to žensko v sebi in prepoznavanje tudi ženske v drugih ženskah. Me je spodbudilo, da sem začela slikati te ženske, te modre ženske. Predvsem tematika je pa ta, zakaj modra ženska, zakaj sem dala naslov, ne sem zato, ker je pač ženska modre barve, ampak zato, ker sem iskala to modrost v ženski. Mogoče to, ker ženska prvič, recimo, je postavljena v vlogo mame lahko, rojeva, daje življenje, se pravi, v njej nastaja življenje, potem pa ženska je sposobna polno stvari, sposobna je ščititi, delati gnezdo, se pravi, dati neko varnost otroku, potem celotni družini, pa se odločati za ene pomembne stvari v življenju in delati velike korake in hkrati, ne vem, še današnja ženska v službo hodi, pa še gospodinjstvo prevzema, tako da mogoče sem hotela malo poudariti to, modrost ali pa to sposobnost, ki jo nosi ženska v sebi in mogoče tudi odgovornost se skriva zadaj za to modrostjo. Še vedno pa se malo ziba, ne? Ta vaša ženska. To se pa tudi jaz zibam. V bistvu jaz ne znam ravno stati, ne ravno glave držati. Ja, pač ne stoji prav ravno, kar je v bistvu dobro, je dinamična ženska. Ja. No, jaz sem malo pomislila, hotela napeljati na manipulacijo, ki ste jo prej omenili. Aha, na to pa nisem pomislila. No, lepo me veseli. Ena od likovnih kritičark je zapisala, da vaše figure iščejo stik z gledalcem, z njim vzpostavljajo komunikacijo in razkrivajo vso svetost življenja anime, ki ste jo kot avtorica sposobni deliti z gledalcem. To je res, vam čestitam za to deljenje, tudi zdaj, ko se tako pogovarjave. Je pa res tudi, mi sami, ki gledamo razstavo, pa tudi gledalci, ki so že prišli obiskovalci, vidim, se kar začnejo pogovarjati, ali pa mi imamo tudi kakšne srečanja v galeriji, čisto na neko drugo temo, pa prejšnjič, vem, ko so kar vsi začeli se ukvarjati z enim tam hudobcem rdečim na eni sliki, ne? In je potem pogovor stekel čisto drugam. Ja. Teh hudobcev imam jaz kar nekaj, ja. Ampak to, hočem reči, res komunicirajo vaše slike z... Ja, tukaj je močna simbolika, verjetno, ker imamo ozadje dokaj izčiščena in so potem ti simboli pride do izraza. Včasih so bile moje slike, prejšnji moj stil je bil tak, da je bilo zelo veliko barv, pa zelo natrpano. Jaz sem želela potem to izčistiti in da pridejo pač te simboli do izraza in to je zdaj to, kar sem želela, to je to. Ja, na nek način so mogoče malo ikonske te vaše slike, najprej zaradi te zlatih detajlov, zlatih barv, ampak tudi se ena taka slutnja zadaj, kot pri ikonah. Se strinjate? Verjetno vsako oko malo drugače to vidi. Meni je všeč, da ljudje tudi po svoje interpretirajo mojo umetnost, v bistvu mi je zelo všeč, če slišim, da kdo kaj drugega vidi not v slikah in to meni se ne zdi to nič narobe. Jaz pač interpretiram po svoje, ljudje pa hvala Bogu, če se jih dotakne, pa da kaj vidijo, sem zelo vesela. Tako da jaz imam zelo rada, da je odprto. Mogoče pripravljate že kaj novega? Moram reči, da zdaj, preden sem tole razstavo postavila, sem naredila kar 5 novih slik, tako da to je bilo zelo na hitro od zadnje razstave, ki sem jo imela, tako da ena od njih je Sirar.
ki ima močno simboliko in se nanaša na mojega moža in na sir, ki ga boste danes probali, tako da ne pobegajte. V bistvu je rekel, jaz pa bi eno sliko, tako da sem naredila enega sirarja. To je sigurno ena nova tema, ki se do zdaj še ni pojavila v nobenem mojem delu in mi je zelo všeč in me zelo privlači, moram reči. To, kar tudi siri so, vi ne veste, koliko je to kompleksna zadeva. Tole sirarjenje in to delanje različnih, to, s čemer se on ukvarja, to je noro res. To je umetnost. To sem hotela reči, ena druga umetnost, ki te najbrž tudi nekam pripelje. In te njegove ideje so sploh nadgradnja tega, kar je pač res to zdaj, kar se dogaja, ta napredek, to mene toliko fascinira, v bistvu, da on mene navdihuje za nova dela. Meni se zdi ta vaša slika zelo intimistična, moram reči, ne tako sirarska. Ja, sigurno je intimna. Ta sirar je zelo poseben. To ni navaden človek. To je tako, ko ne vem, kakšna zgodba o čebelarju, če ste kdaj slišali. En poseben odnos ima on s sirom. In tale sir je Golden Ring, tako se imenuje. In on je Lord of the Golden Ring. Tako da to ni kar tako. Gor ima zlato obrobljeno kapco. In ima zelo močen odnos s tem svojim sirom in s tem delom in on je, tako kot on res dela ta svoj sir, tako je tudi tle upodobljen, v zelo intimnem odnosu s sirom in z res eno močno energijo in z res eno, kako se reče, passion, slovensko, strastjo. Nisem našla slovenske besede. Ja, z eno močno strastjo, tako, tudi to. In najbrž bo še zdaj strast večja, ki mu je žena posvetila tako strastno sliko. Kaj praviš, David? Se je malo umaknil. Jaz mislim, da je to zelo lepa iztočnica za drugi del večera. Res iskrena hvala za ta pogovor, za to deljenje misli. Tudi hvala za zaupanje naši galeriji, da gostujete pri nas, nam je res v čast. Hvala z veseljem. Pa prosim še za naslednjo glasbo, Nad mestom Sedanin. Bravo.
lepo. Super. Boljše glasbe ne mogo zbrati zame. On mi je všeč. Sedaj vabim škofa doktorja Antona Jamnika, da odpre našo razstavo. Z velikim veseljem sem si ogledal razstavo akademske slikarke Lone Verlič. Prisluhnili smo predstavitvi simbolike, ki nam govori o lepoti večno davni, večno novi, kot je zapisal sveti Avguštin. Simbolika predstavitev umetniških del vsebuje bogato sporočilo za vse nas, kajti izhaja iz življenjske, eksistencialne izkušnje, iskanja duhovnega življenja, izhaja iz poudarjanja odnosov, kako je, kot je zapisal veliki mislec in filozof Levinas, človek bitje, ki ljubi in je ljubljen, takrat je zares človek. Govori nam o duhovnem življenju, o verovanju, o iskanju. Simboliko pa nagovarja vsakega na svoj način, saj je simbol tisti, s katerim se srečamo in pričakuje naše gledanje, umevanje, doživljanje in iskanje. Zato se naši akademski slikarki iskreno zahvaljujem za bogato sporočilo, da bomo mogli tudi mi to lepoto odkriti vedno znova v medsebojnih odnosih, v različnih življenjskih izkušnjah, predvsem pa, da bomo lepoto odkrivali tam, kjer je najbolj zakrita. Zakaj je sporočilo te razstave še toliko bolj pomembno? V času, v katerem živimo, velja samo tehnika, velja samo to, kar je empirično, kar je biološko, kar je čutno. In življenje postane zelo poplitveno, če ni razsežnosti, ki presega vse skupaj to in daje vsemu človeškemu, vsem končnim bitjem nov navdih, razsežnost presežnega, neskončnega in lepote. Kajti vsaka stvar, ker je tudi lepa, dobra in resnična. In zato se mi zdi, da je prav, da ob tej razstavi poglobimo naš odnos do sveta, da vidimo, da ni samo materija, ampak je neskončno več od tega. Razstava se mi zdi še toliko bolj pomembna, namreč v letu, ko obhajamo 200-letnico rojstva velikega misleca, teologa, filozofa Dostojevskega, in on je v svojem slavnem romanu Idiot zapisal, da bo lepota odrešila svet. Lepota odrešuje, prinaša upanje, veselje, žar biti, predvsem pa, da nič na tem svetu, kar je, ni samoumevno. Čudenje pomeni iskanje, odkrivanje tega, s čimer se srečujemo, hkrati pa nas čudenje vabi, da svojega življenja ne poplitvimo oziroma da ne postane neka rutina, samo neka tehnika, ampak veliko več od tega. Torej, naj lepota odrešuje svet, kot je zapisal veliki mislec Dostojevski, tudi lepota naše umetnice, akademske slikarke Lona nas navdihuje, odrešuje, kot je zapisal Dostojevski. Akademski slikarki Loni se zahvaljujem za to čudovito delo, za vso simboliko, ki nas nagovarja, bogati in v naše življenje prinaša upanje, duhovno iskanje in nas poglablja v medsebojnih odnosih. Galeriji Družina in Manici Ferenc, ki je vse to pripravila, in celotni ekipi se iskreno zahvaljujem, da skrbi za našo duhovno hrano z umetnostjo, in želim, da bi tudi vsi, ki si boste razstavo ogledali, doživljali, da nas lepota nagovarja, vabi, spodbuja, da bi živeli bolj intenzivno življenje v čudenju in radosti bivanja. S tem je tudi razstava odprta in vabim, da si jo vsi skupaj ogledamo. Zahvaljujemo se tudi vam, ki nas gledate in poslušate.
da ste nas spremljali in vas vabimo, da si razstavo Hrepenenje anime Lone Verlič ogledate tudi v živo v galeriji Družina v Ljubljani.